ampak če smem samo nadaljevati, vse lepo in prav bi bilo, če bi bili učitelji tudi vztrajni, ne. Namreč od vztrajnosti učiteljev je potem tudi vsa mašinerija, ki na šoli je, s svetovalnimi službami, z ravnateljem, ki ima nedvomno pomembno vlogo, saj vendarle on je tisti, ki v tisti šoli dela red in disciplino in je dolžan, da poskrbi, da tudi drugi otroci niso deležni teh stvari, a ne, in da ne eksperimentirajo, a ne, ker zgledi vemo, kako delujejo, a ne. Na vsaki šoli, to mi bodo verjetno svetovalne delavke dale prav, obstaja par, ne 10, par otrok, ki zelo negativno vplivajo na druge. In če bi jih še bolj konkretno vprašal, bi rekle, prav gotovo bilo fajn, če jih ne bi bilo na šoli, a ne. In tisti otroci naredijo celo štalo, ne, z drugimi. Vztrajnost učiteljev je v tem, kot ste prej rekla fajn, a ne, da starše spodbujajo k temu, da ukrepajo. Kajti če učitelji ne bodo vztrajali, da se je v šoli nekaj videlo, slišalo, dogajalo, in starši to minimizirajo in celo rečejo, saj je s šolo nekaj narobe. Ne, šolo dajmo zamenjati, ker pa itak ni možno. A ne? In neumno rečeno. Torej, če bi ti učitelji vztrajali, bi se te starši morali s tem soočati. Ker jaz še vedno stojim v stališču, da je vse, kar se dogaja, v družini. In šola, ki pri tem pomaga, da rešuje tisto, kar je za reševati, je zgolj, bi rekel, inštrument in pomemben inštrument v družbi, a ne, pomemben filter, v katerem se vidi, da otroci, ne vem, izstopajo, odstopajo od povprečja, ne. Ampak, kot pravim, ne, to niso glomazne stvari, to niso veliko število otrok, to so posamezni otroci. V razredu mogoče 1, 2, ne, in tisti delajo potem težave, ne, ampak če je učitelj, jaz imam take izkušnje iz šolami, moram reči, da kolegice, s katerimi zdaj tukaj sedim, izredno dobro sodelujemo in smo hvaležni za vsako informacijo in obratno si pomagamo, kakor se pač da, ne. Pač ukrepamo v skladu s tistim, kar pač v tistem trenutku izvemo. Če obstaja možnost ukrepanja v družini, da starši nezadostno to jemljejo zares, ukrepamo, a ne. Ampak ukrepati pa ne moremo, če se verižno ni zgodilo tisto, kar sem prej rekel, da je učitelj, razrednik vztrajen in da to pelje do ravnatelja. Do svetovalnega delavca, do centra za socialno Je delo. najbrž to zelo pomembno, da imajo učitelji ustrezno podporo pri tem, ne? Ja, Da imajo v seveda. bistvu mrežo ljudi, Oziroma- na katerih se lahko Tako. konkretno pol Kar se tiče obrnejo, ne. izobraževanja, ki ste rekla in tega, jaz moram reči, da včasih se prav zamislim, ker neki starš pride z otrokom, za katerega imamo že neko poročilo šole, da se je nekaj dogajalo, da tak starš pravzaprav o tem, kako otrok izgleda, ko je pokadil nekaj, niti ne vejo. In potem se tam pogovarjamo o stvareh in brskamo in gledamo in kot pravite, na internetu je vse. Starši se takrat z internetom nič ne ukvarjajo, ampak z otrokom, ne. Ampak ga niti ne poznajo, niti ne vidijo, kako izgleda. Kajti zvečer, ko je prišel pijan domov, ne, so vsi veseli, da je prišel in so presrečni, ne, in so ga dali samo spat. Ali pa se, Ja. Jaz bi tlele, so bili pijani in tudi oni spali. Ja, tako, jaz bi tako. tlele Ali pa še se- iz svojih lastnih izkušenj malo izhajal, no. Ker sem se srečal že z velikimi drogami, tudi v srednji šoli in drugod obiskujem partije, in vidim ljudi, ki konzumirajo ogromne količine drog. Zdaj recimo v Kamniku, no, saj večino nas je s Kamnika. Na ŠCRM-ju recimo so dijaki, ki pokadijo 3 jointe na dan, komot funkcionirajo, ki pač pišejo izpite, opravljajo in ne verjamem, če profesorji vejo to, no, če zaznajo to stanje, no.
Na Siriusu sem tudi poznam nekoga, ki so med pauzo vlekel speed, čistko, da so probali kaj nekaj novega prinesel, pa to. Ne. Pa tudi tako, no, pa recimo kokain v Kamniku je zelo močno razširjen. So lokali, ki ga tudi prodaja, mislim, tudi v lokalu lahko kupaš, po mojem, čistko izpod pulta, no. Tako da tle v Kamniku je zelo razširjen to, no. Da starši ne opazijo te zadetosti, pijanosti ali karkoli, se jaz strinjam, no. Ker mislim, da so premalo izobraženi v tem, ne. Tudi učitelji tole, da bi izobraževanje učiteljev, se meni zdi zelo fajn, ker tudi lahko prepoznajo ta stanja, ne. Recimo, jaz sem bil v srednji šoli v Ljubljani in so pač družili se sošolci, ki so kadili konstantno med vsakim odmorom. Sem bil sam radoveden, pa sem bil zraven skozi. In sem bil dosti močen, da nisem tega probal, ampak pač velikih zaide, no. Tam je tako, no, da polovica razreda kadi marihuano, no. Tako v srednjih šolah, takih poklicnih, no. To je kar standard. In pol normalno prenesejo to nazaj v Kamnik, recimo, in se tlele, so pač prostori, plesi, kjer se konzumira marihuana dnevno ogromno, ne, v Kamniku. Za osnovne šole sicer ne vem toliko, vidim pa tlele v Kotlovnici, so ti mladi, no, ki sem recimo jih srečal, ki so tlele v Kotlovnici, en je tudi že neparkrat prišel, pa so na Žalah gor, pa zvija joint na stopnicah. Vem, se pa sprehajajo, ne vem, starejše gospe, ki grejo na grob, pač prižgat lučke, ne, tako da tlele je, no, mislim, da starši premalo vejo o tem, no. Ne vem pa, ali je pametno staršem pač vse povedati. Mogoče do neke mere je, ne, da se zavedajo, da prepoznajo da prepoznajo otroka, ki je pač v stanju, ko je konzumiral določeno drogo, no, mogoče tle je nekaj na tem, ne. Drugače pa pomagamo lahko tistim, ki pridejo po pomoč, ne, tako na Drogart, kakor na Stigmo, ne, pridejo oni po pomoč, ne. Tako da, no, Ja. A lahko jaz nekaj o informiranosti, no, moje razmišljanje okrog tega. Jaz mislim, da je verjetno, tako kot ste rekli, res je veliko informacij o drogah, ampak jaz se včasih sprašujem, koliko te informacije dosežejo ciljno populacijo, kdo je ciljna populacija, a ne? Kot primer, sicer nima veze z drogami, ampak mogoče malo kaže na to. Jaz imam na naravoslovnem dnevu v 9. razredu, kjer je tudi delavnica o drogah, no, imam jaz vedno delavnico o spolnosti. To je področje, v katerem je informacij ogromno. Ampak mladi, ne, fantje in dekleta, ko se pogovarjamo na njihovem nivoju, pa ne vedo tako veliko, kot bi človek mislil, glede na to, koliko informacij. In se jaz včasih sprašujem, koliko jih te informacije dosežejo, koliko se jih dotaknejo, koliko jih sploh razumejo. Se mi zdi, da mogoče je včasih za preveriti. Res lahko vse preberejo o ekstazijo, ampak oni razumejo, kaj so prebrali. Tudi pri starših je pa še ena druga stvar. Obrambni mehanizmi so močna stvar. In tudi starš, ki je zelo informiran in lahko točno ve, kako izgleda enkaj zadet, pa svojega mulca ne bo videl, a ne? Ja, moj otrok pa že ne. Ja, in ravno ko je v šoli, a ne, soočati se s tem, v bistvu prepoznati to, ti da tudi neko odgovornost in ti naloži neko ravnanje. In nezavedno včasih ne vidimo zaradi tega, da se izognemo tej odgovornosti za ravnanje. Nezavedno. Jaz sama pri sebi vem, recimo, a ne, koliko časa sem rabila, da sem postavila vprašanje. Konkretno vprašanje. Kdo je tisti, pri katerem lahko dobiš travo? In zdaj, ko pogledam nazaj, rečem, pa kaj mi je bilo? Nisem zmogla slišati tega, ker narekuje odgovornost za ravnanje. Ne v smislu zavestne želje potem, da pometamo pod preprogo. Saj nihče tega zavestno noče. Ampak
po mojem, en del je na razumski ravni, no? Se mi zdi, da ta čustvena je pa tista, ki nas včasih in starše ovira, in tudi učitelje ovira. Potem je tukaj, si jaz predstavljam, da se šole srečujejo tudi s tem, ne? Ugled šole, a ne? A ne? Potem, kako podati informacijo, da bo sploh slišana, ne? Jaz, recimo, zdaj imamo mi ravno en primer, eno informacijo smo, kako informacijo o pitju alkohola in kajenju marihuane, kako jo dati staršem. Roditeljski sestanek, jih pride par. Kaj narediti? Kaj narediti, da jih bo doseglo in se jih dotaknilo? In res najdete nek subtilen način. In poizkušamo, no? Ja. Jaz mislim, da je to tudi malo to. Če bi jaz tukaj še dodala, pred leti, če se spomnim, že 12 let mislim, delam na tej šoli, in ko smo pač to tematiko obravnavali z otroki in potem še starši, je bil odziv zelo zadržan, kaj nam je pa to sploh treba, saj to sploh tukaj ni zelo tako, no. Zdaj v zadnjih letih pa jaz obratno zaznavam, zdaj pa čutim en strah pri starših, tudi eno nemoč, eno bojazen, in pravzaprav, ja, želijo mogoče neke smernice, kako kaj, čeprav ja, pojavlja se pa vse to, ne. Kako sprejeti, ko gre za konkretnega otroka, ko gre za konkretne stvari, je pa res, ampak ja, vse občutljivost staršev veča, no, in se bojijo tega, no. Vidijo, no, kako je ta stvar razširjena in te vse informacije v bistvu spremljajo in eno nemoč, no, je zaznavam in en strah. Mogoče so naši otroci še v tem pogledu bolj ogroženi, glede na to, da so s podeželja in marsikdo, ko pride v Ljubljano, se mu odpre svet, tako, v tem pogledu mogoče, ja. Mogoče, da ne bi samo preveč enega specifičnega področja predolg časa govorili o tem, no, bi mogoče še malo, mogoče bolj nasplošno šli, no. Meni je zelo žal, da danes ni nobenega z občine Kamnik. Gospod podžupan Brane Golubović se je opravičil. Torej, a ne, jaz veliko dobivam ta občutek, ti nepovezani s akterjev, a ne. Mi nekako zdaj probamo izdelati za občino Kamnik neko oceno stanja na področju drog, ampak prvo, kar sem opazil, da je zelo težko dobiti, sami smo premenili informiranost, a ne. Neka informiranost je recimo otrok, a ne. Sami smo že prej rekli izobraževanje kadrov oziroma učiteljev in tako naprej, ampak tudi teh mi informacij včasih recimo, a ne, kot je Helena prej omenila, dobimo kdaj otroka, ne. Sam ne vemo čisto točen, kako pol odreagirati, kam ga poslati, kakšne sploh ima možnosti, a ne. Zato, ker mislim, da je najboljša vedno varianta, da otroku daš neko možnost ali pa staršem, ne, če se z njim pogovarjaš, da mu daš več možnosti, kaj storiti, a ne. Jaz sem občutek tukaj, torej, da te naše prizadevanja, torej za izboljšavo tega področja, da niso povezane, pa tudi koordinirane, ki ne med sabo, ne, tako da imamo velikokrat tudi ta problem, ne. Torej, zdaj se pojavil nek interes, da bi mogoče to področje v Kamniku posvetili malo več pozornosti. Torej, v bistvu mene pa tukaj zelo zanima, no, kaj je še tukaj vaše mnenje, torej, kako bi se dali bolj te vse akterje na tem področju povezati. Imajo prostor, kjer se lahko uporabniki v stiski pač zatečejo, kjer lahko najdejo informacije, a ne. Mogoče bi bilo to dobro pač eno lokacijo tako dobiti, da pač se lahko obrneš na nekoga, a ne. Tako da te ne bojo glih vsi videli, a ne. Mogoče kakšen rab pomoč, pa ne ve, kam se obrniti, a ne. Sicer obstaja internet, ima ogromno informacij gor na internetu, ampak še vedno je ta oseben kontakt, no, da nekomu zaupaš problem, pa iti do enega. Mislim, da tlej se kdo strinja, da bi bila neka. No, nažalost zaključujemo s to debato. Ura je že mimo. Jaz bi samo za konec, no, tole izobraževanje učiteljev, mislim, da je ena taka zanimiv program, ki bi se lahko v Kamenku štartal. Pa to, no,
prosti čas na otrok. Najbrž zaradi tega tudi veliko pač radovednost in nezapolnjen prosti čas, no, da se zaradi tega tudi dost k tem grejo. No. Izvoli, ja. Meni se zdi, verjetno ima še kdo od vas takšno izkušnjo, ampak se mi zdi, da ravno to sodelovanje, kar si rekel, in tudi odpira možnosti. Mi, na primer, vsako leto, ko imamo naravoslovni dan za 9. o temah, ki pasti in priložnosti odraščanja, na primer, bi lahko rekli, no, smo zdaj se že kar, drugič, tretjič, ne vem, lansko leto me ni bilo, se dogaja v kotlovnici, a ne, prav s tem namenom. Dobro, eno je zato, ker je lažje govoriti o teh stvarih izven šole, drugič tudi zaradi tega, drug vidik, ko ga jaz tle vidim, no, je pa tudi v bistvu, da dobijo pogled v en prostor, kamor lahko pridejo, da koristno preživljajo prosti čas. In tukaj mogoče si lahko malo pridemo nasprot to sodelovanje. Ne? Jaz recimo letos imam zelo dobro izkušnjo s tem, tudi prejšnje leta, ampak zdaj ta je čisto sveža. No? Tudi, kako se reče, delavci, predstavniki, mladinski delavci so recimo tudi vodili ene delavnice in tako. In a ne, ta oseben kontakt je tisti, ki potegne potem, da pride še enkrat. A ne? Se mi zdi, da mogoče sklenemo neki... da se zakroži. Mogoče bi jaz samo dodala, glede to, da pač vodim šolski parlament in letos smo pač tudi mi sodelovali na občinskem parlamentu in v Ljubljani na državnem parlamentu otroškem. Tema je bila spolnost. In otroci so ravno to izrazili, da se želijo o tem pogovarjati, ampak da se veliko lažje pogovarjajo mogoče z vrstniki, majčkeno starejšimi, kot mogoče z učitelji, z eno avtoriteto, z eno odraslo osebo. Tako da bi se zelo strinjala s Tino, da bi mogoče res vključevali te mladinske delavce, mogoče tudi drug prostor izven šole, da pač izrazili so željo, po sodelovanju, ampak mogoče na drugačen način. Tudi druge inštitucije, ne ključno pa je, da se tudi ostali pol vključijo v to, ne? Da niso v bistvu mladinski delavci pol sami v bistvu s tem, ampak da imajo oni tudi neko podporo in strukturo od ozun, da lahko naprej pol ukrepajo. Temu se reče lahko zdravo jedro, ne? Na katerem se gradi. Ne? Sej verjetno se čudno slišim, ampak moja izkušnja iz dela z težkimi ljudmi, ki so veliko izkušenj imeli in so pravzaprav bili tik pred propadom, je ta, da oni iščejo zaupno osebo. Iščejo človeka, ki se bi mu zaupali. In pride do take situacije, da ti tak človek je pred tem, da ga preganja represivni organ, da mu grozi sodišče z zaporom, obravnava, to vse vejo, te ljudje to vse vejo boljš kot jaz, in iščejo izhod. In ta izhod je to, da se ti vrnejo nazaj, ker se te prej enkrat čekirali, ne, da si nekaj dobrega naredil za njih. Ne. Lahko si jim dal denarno pomoč, da so si lahko drogo kupili. Ne. Ampak sej nisem za to počel. Ampak vseeno vrnejo se nazaj k tebi in te prosijo za pomoč. Zrihtite mi Španijo, Hrvaško, Italijo, kar šte, sam jutri moram jeti. Ne. Ker pojutrišnjem grem zapor. Ne. To jih ni za televizijo. Ampak vseeno, ne. Torej, to so stvari. Ne. In zdaj, če mečkrat nazaj grem na to, kaj se pa na osnovni šoli dogaja, ker mi opažamo zadnje čase in jaz se vedno bolj k temu nagibam, vsak otrok tudi, ki je v stiski, ali pa otrok, ki je na robu tega, da se odloči za kakšno drugo pot, kot rekel, normalno pot odraščanja, ne, rab zaupnika. To so nivoji, o katerih bi morali veliko razmišljati. In parlament posvetile, ki so o tem rekli nekaj, sem nekaj slišal tudi, dejansko vsak otrok bi naj imel zaupnika, pa ne mislim s tem, da bi zdaj bila vloga staršev, ki je manjša. Sploh ne. Ampak vrstniki, tako. Nekega zaupnega človeka, katerem bi se pogovoril, ti poslušaj, mi ti malo razloži, kako že je bilo tole, če še enkrat probam, a misliš, da bom pol odvisnik, ne?
take neumnosti, ne, se sprašujejo med sabo, ne. Če še enkrat probam, ne. Ampak on kljub temu lahko še enkrat proba, tudi če nič ne vpraša, ne. Ampak vendarle eksperimentira, a ne. Če pa ima neko zaupno osebo, to je lahko zastopnik, zaupnik, ker se več imen obstaja, ne. Lahko tudi varuh, ne. Prostovoljec, ne, tako, to bomo zdaj ta projekt pri vas fino, ne. Upam, da je dobro šiba. A ne, in to pomeni, da na vseh teh nivojih, pri dijaku, pri učencu, pri študentu, pri odraslem, ne, ki je izgubil stik s šolo, pri vseh teh moramo na zaupnosti igrati. In nevladne organizacije, jaz mislim, da imajo veliko uspeha. Veliko več uspeha kot vladne organizacije, prav zaradi tega, ker lih na tem delu močno delajo. Delajo na zaupanju, a ne? In za konec bi sam to povedal, moja izkušnja je, da ko je neka Kamničanka hotela na zdravljenje po tem receptu, kot sem prej rekel, da se mora pač nujno nekam skriti, se je še, preden se je vkrcala na avion v Benetkah, se je zadela. In je avion stal 5 minut, da so jo našli v stranišču, da so jo odpeljali na avion in kaj hoče reči. Končno so dojeli te komune, da ne morajo sprejeti sterilne narkomane. Ampak da morajo sprejeti zadete in prizadete in ko so to dojeli, se je pač zgodilo nekaj lepih zgodb. Uspešnih zgodb. Kar se mene tiče, so bile zelo uspešne. Super. Prej sem sicer mislil nekaj drugega povedati, no, ampak zdaj sem probal na tole zadnjo nekako nadaljevati. Meni se zdi pri primarni preventivi, no, eden od problemov ta, da večinoma ne zajame te populacije, ki bi jo mogla. Ne, če se gleda recimo mladostnike, ki so že, ne vem, 6., 7., 8. razred, recimo na kakšni poti, malo stran ali pa starši recimo tudi, ki so že mogoče skrenili malo na kakšno drugo pot, da je v bistvu to populacijo težko zajeti. Tudi recimo v naših programih se trudimo na ta način, da jih zajamemo s terenskim delom, ki se nam zdi zelo pomemben. Ne? Tudi recimo v Kamniku naša izkušnja je bila, ko smo začeli, je bila to generacija uporabnikov, ki niso imeli nobenih informacij. Ne? In tiste podatke, recimo, ki smo jih mi preko raziskovanja, ta raziskovalni del je tudi ena od stvari, ki se mi zdi, da je nujen, no, pri načrtovanju vseh programov. Te podatki, ki smo jih dobili od teh fantov, so bili precej katastrofalni. No. Bilo je, ne vem, 15-20 fantov, ki so se, ne vem, zadevali z eno iglo, recimo, ne, in se izmenjevali to iglo, kar pomeni, da je bila sreča, da ni bil nekdo okužen s HIV-om ali pa s hepatitisom, ker drugače bi bilo zelo velika ekspanzija tega. Ne. Ne, recimo pri teh programih zmanjševanja škode, podatki iz tujine pa tudi pri nas kažejo to, da uporabniki porabljajo drogo že približno 2 do 3 leta, preden se sploh prvič obrnejo na kakšne institucije, ki se ukvarjajo s problematiko drog. S tem je drug problem, ki ga pa jaz vidim, je pa ta, da se prva služba, s katero se uporabniki drog srečajo, so v glavnem, ali je to policija, če pridejo v kakšno kazniva dejanja ali pa kaj podobnega, ali je to recimo stigma ali pa sploh nevladne institucije. Ne? V zelo malih primerih je, da bi se prvič nekdo od uporabnikov obrnil, ne vem, ali na zdravstveni dom, ali na centra za socialno delo. So primeri, ampak jih je precej manj. Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj se bolj za vprašati, kaj bi recimo te raziskave pokazale, kjera so recimo ta leta, kdaj se nekako začne in z uporabo drog in zanimanje za te droge. Drug bi bil pa ta, kako prideti do teh mladostnikov, ki se ne vključujejo v te že obstoječi sistem primarne preventive. Ne? Tukaj se mi zdi pač ta teren, da se gre, lahko so to mladinski delavci, lahko so kdorkoli, ki gre med njih, ne? Gre na teren, gre, ne vem, na športna igrišča, se tam nekako skupaj z mladostniki načrtuje razne aktivnosti, ne? S tem se jim tudi da določen pozitivna samopodoba, no? Vsaj meni se tako zdi. No? Tretja stvar so pa seveda starši, ne? Tudi kako starše recimo pritegniti v ta sistem, da dobijo primerne informacije. Kar sem prej hotel se navezati, je bilo to, da ni samo važno to informiranje, recimo kako prepoznavati, da je nekdo, ne vem, da si recimo tvoj otrok, da se je zadev ali da je zadet ali karkoli. Bolj to, na kakšen način se s tem zdaj soočati, pa na kakšen način se pogovarjati. Ne, ker imamo recimo mi kontaktov, da starši kličajo na našo svetovalno linijo, večina primerov je zmeri tako, ne, da so, ne vem, najdli otroka zadetega ali pa da so najdli v kakšnem predalu kakšno sumljivo zuleno substanco in ne vejo, kaj narediti.
Ne? In večini staršev je težko nekako dojeti ali pa si priznati, da mogoče ni problem samo v tem kosu droge, ampak da je problem v tem, kakšni odnosi so bili v družini. Ne? In v bistvu priznati, ne vem, ali je to poraz ali ni poraz, ne? Da se otrok recimo začel zadevati. Velikokrat pa v bistvu sami tudi predlagajo to rešitev, da bi, ne vem, kupili urinske teste, da bi testirali, če je otrok res zadet. Ne? Ampak mi jim zmeri probamo svetovati na ta način, da ne se zmeri vprašajo, kaj bo sledilo temu. Ne? Če se da otroku urinski test, pomeni, da ni zaupanja. Ne? In kaj narediti zdaj, če bo urinski test negativen ali pa kaj, če bo pozitiven. Ne? Kako odreagirati naprej. Jaz bi tam še nekaj povedala, to, kar je Borut tudi rekel. Nujno, ko načrtujete programe za otroke, za mladostnike, vprašajte jih, kaj rabijo, kaj hočejo. Mi smo recimo delali, ko smo začeli delati na tem programu zmanjševanja škode zaradi alkohola, smo imeli neko idejo, kako bomo to počeli, ki je bila popolnoma drugačna, kot kako zdaj počnemo. In hvala Bogu smo vprašali mulce, a bi se vam tole zdelo v redu, a vi to rabite? So rekli, si blazni, ne? Kaki, mi to ne rabimo. Ko jaz ne rabim enega, da mi bo tamle v lokalu težil, pa dajo flare. Jaz ne rabim imeti organizirane aktivnosti v telovadnici v petek zvečer. Jaz se grem v petek zvečer pit s prijatelji, kaj z vami, ne? Ste na glavo padali. Ne? Se pravi, vedno je treba izhajati iz njih, iz uporabnikov, kaj oni rabijo, ne? Kaj oni hočejo. Za njimi, ne za njih. Ne? Tako. Iz njih ven. Ne? Ker sam tako je lahko zadeva uspešna, drugače je. Če se lahko sam tleli še jaz poključim. Jaz sem pa Natalija, Borutova kolegica na Stigmi. Čisto ena osebna izkušnja na načelu zaupnosti. No. Mogoče to, da droge niso slabe, slaba je zloraba drog. Ne. Ko sem enkrat to eni mularili razlagala, mi je ena rekla, ena punca, ne. Ja, saj meni je oči rekel, da če bom kdaj kaj uporabila, če bom kdaj kaj pila, da bi rad on bil zraven. Ko sem jaz rekla, ja, ne, če vi droge uporabljate, ne bo nekdo zraven, ki mu zaupate. Nekdo, s katerim se boste počutili dobro. Da če bo karkoli narobe, da vam bo pomagal, ne vem, karkoli. Ne. In to je neka zaupnost. No. In to, da je ena punca mi rekla, tam ja, ne, oči mi je rekel, ne, to je to, ne. Tle je treba zagrabiti. In mislim, da je to eno tako sporočilo tudi v bistvu informiranja mogoče. No? Mogoče povedati staršem, čist, da ne se tega ne ustrašijo. No? Tako, v tem smislu mogoče. Se mi zdi, da res lahko tle rečemo, da je kotlovnica, zato tu smo, vaši smo. Veseli bomo, če boste vi pošiljali k nam otroke. Z gospodom Janezom Pernošem smo se celo pogovarjali, da bi se našel tudi kakšen tak program, da bi naredili, da bi tudi po kazenski nekdo prišel sem, ampak predvsem mislimo tako za socializacijo, da hodijo k nam otroci, posebno, če je to, oziroma da jih odstranimo iz družine, da so čim manj v družine prisotni, kjer je v družinah problema, ne, da se pač ne preživlja prav spodbudno, ker nekaj otrok takih že imamo tle in smo videli, da so ti moji mladi sodelavci, da so v bistvu kot starejši bratje jim, recimo, in tudi tako nekako kot pametni vrstniki oziroma majčkeno starejši, a ne, in res tisto zaupanje se nam zdi, da res lahko mi tukaj spridemo, uporabimo. Zdaj, če nam boste pa vi še namigali, kaj si želite od nas, kaj pričakujete, si bomo mi samo manj možnosti je, da si ne vem, kako belimo glavo in odkrivamo toplo vodo, če vi rečete, te otroke vam lahko pošljemo, želimo si, ali pa začutili smo, ne vem, potrebo, da si otroci tega pa tega želijo, obenemo pa dosegali, imamo v Kamniku 8-9 centralnih šol, s tem, da so še podružnice, res malo mlajši otroci na podružnicah, ampak tudi otroci se bojo nekako lahko družili iz različnih okolij. Se mi vse te naše misli stekale v eno smer in to je, da smo pravzaprav, tako kot smo na začetku rekli, veliko, ko tukaj sedimo, ali pa naši kolegi iz služb, smo člani Lasano. In v resnici je to ena krovni program, ki nas združuje in mogoče je to priložnost za las. Mogoče občina Kamnik in tako naprej, torej v Kamniku še zmeraj sistematično delamo. Ne? Zakaj to ne delamo? Zdaj imamo na večini področji sprejetih nekih strategij in tako naprej.
Torej, tudi pogledal sem že nekaj mest in vsi imajo nekako že sprejete neke okvirne strategije, no Kamnik tukaj še nima. Ne. Tako da tukaj mislim, da je ena taka rezerva, ki jo mora Kamnik narediti. Po drugi strani pa se nekako smo že zbirali neke osnovne informacije, ampak mislim, da bi lahko pa na LAS-u skupaj s pomočjo nevladnih organizacij pa še nekako sestavili novo, ne čisto novo strategijo, ampak strategijo z novimi programi, ki je namenjen prav Kamnik. Torej namensko strategijo, ki bi lahko reševala in pa eni strani primarno, veliko smo danes rekli, primarna prevencija, ampak tudi konec koncev sekundarna in tako naprej. In bi lahko torej programe nekako, jaz upam, no, da bi lahko s takimi strategijo ali pa s zastavljenimi programi, da bi lahko rešili oziroma premaknili to področje. LAS je pa definitivno orodje, s katerim bi lahko to dosegali. No, mačkam čas smo prekoračili, ampak je padlo zelo dobrih idej še tle na koncu. Jaz mislim, da če smo v bistvu, da bi tudi mladinski svet, no, se LAS-u pol tudi pridružil, pa da bi pol iz tega štartali tudi za druge, a ne. Recimo, veliko se lahko naučimo. Dobimo informacije od Stigme pa od Drogarta, ki imajo kar nekaj programov, sploh na ta Drogart program Ne pogrni na celi črti. Ki je pač zelo razširjen, no. Te plesne droge so v Kamniku zelo, zelo razširjene, no. In cela okolica Kamnika, no. Tudi marihuana in druge, ampak mislim, da je tle največ uporabnikov teh, no. In sploh pri mladih, no, če mlade mislim, da bi lahko, no, tudi nekako ustavili že od samega začetka, no. Ker recimo jaz sploh na pač zabavah, teh partijih vidim, da mladi sploh ne znajo ločiti med tem, kaj je dobro in se sploh ne zavedajo še pač negativnih učinkov tega, dokler niso že, ne vem, ko dozorijo 18-20 let, jim je že to toliko vsakdanje, pač vsak vikend iti ven, konzumirati te droge, da pač je toliko težje nehati, ne. Tako da to. To no, bi bila bolj zaključek, da bi v bistvu te okrogle mize prek LAS-a, no, še magar peljali naprej, mogoče mesečno. Mladinski center je že vključen. Pa da, če rabimo kakšno pomoč, no, še od Stigme pa od Drogarta, mislim, da bojo preskočili, no. Če bomo kaj rabili tudi konec koncev od policije, določene informacije, ki imajo pač več statistike zapisane, no. Zdaj pa, mislim, da je to. Kakšna lepa zaključna misel? Kakšna zaključna misel, mogoče. Ne. Mogoče pa, meni se zdaj ena utrna, če je zaključna, ne vem. Pol imamo še... Ampak prej, kaj Mina rekla, se mi je zdelo to tako, to je point, a ne. Mogoče s tem, ko stopimo skupaj, vladne pa nevladne organizacije, pa mladinski delavci, res lahko naredimo programe, projekte z mladimi, ne pa za njih.